Nogomet niso samo igralci, trenerji in sodniki, ne predstavljajo ga samo glavni akterji tekem. Nogometna družina smo vsi, ki smo vpeti vanj. Pomemben člen so gledalci in navijači. In tako kot v vsaki družini je tudi tu pomembno znati krmariti med izzivi, ki jih prinaša sobivanje, da ne bi prihajalo do neprijetnih oziroma nevarnih zapletov. V ta namen je Nogometna zveza Slovenije na okroglo mizo povabila širok krog deležnikov, ki so spregovorili o zagotavljanju varnosti na nogometnih tekmah prve lige, ki jih znajo popestriti goreči klubski navijači. V okviru Nogometne zveze se letno odigra približno 15 tisoč nogometnih tekem, 180 tekem je na najvišjem nivoju v okviru prve lige. Zalogaj je velik, pripravljenost akterjev in subjektov, da zagotovijo vse potrebno za varnost na nogometnih tekmah, zato da je res v ospredju samo dogajanje na zelenicah, je ključnega pomena. Namen današnjega posveta je nasloviti sistemske teme in pritegniti vse deležnike k sodelovanju in koordinaciji varnosti na športnih prireditvah, v tem primeru na nogometnih tekmah. S tem, da želimo več čas opolnomočiti vse deležnike, zakaj je pomembno delati v predhodni fazi določene ukrepe, da potem dejansko do nasilja ali pa da do izgredov sploh ne bi prihajalo. Posamezne situacije zagotovo skazijo podobo nogometa, vendar pa ne pozabimo, da je ogromno tekem odigranih na odličnem nivoju, kjer je za varnost zagotovo dobro poskrbljeno, kar pa ne pomeni, da se lahko izboljšamo v primerih, ki pa so najbolj pereči. Že nekaj časa si ne delamo utvar, da bi lahko z eno potezo rešili vso nasilje, tako v družbi kot na športnih prireditvah. Mi vemo, da nas čakajo veliki koraki, predvsem v tem času po covidu, ko je ogromno varnostnega osebja, ki je bilo zelo dobro usposobljeno za opravljanje dela, varovanja športnih prireditev, ali zapustilo zasebno varovanje oziroma so v končni fazi zamenjali tudi delovno področje. Kar je še dodatna obveza za vse, ki imajo v rokah vzvode pri povezovanju akterjev. Še posebej tistih, ki iz organizacijskega zornega kota skrbijo za izvedbo in potek tekem v skladu z normativi. So primerno opredeljeni, bi morda potrebovali ostrejšo zakonodajo. Jaz osebno mislim, da trenutno zakonodaja v tem okviru že omogoča določene ukrepe, tudi podzakonski predpisi posameznih panožnih športnih zvez in tako dalje. Dobro delo klubov in konec koncev dostojno navijanje je tisto, kar bo prineslo neke dolgosežne uspehe. Samo zakon ne prinese ničesar. Sodelovanje, pogovarjanje in dogovarjanje ter obenem spoštovanje tekmecev in nasprotnikov. Iz zornega kota okrogle mize, predvsem tistih na drugi strani tribune v barvah nasprotne ekipe. Da sodelovanje vseh deležnikov, predvsem pa tudi klubov in igralcev z navijači je tisto, na kar stavimo. Z navijaškimi skupinami se poskušamo pogovarjati, posamezni kontakti so bili, vendar je tudi od njih odvisno, ko želijo iz njihove strani sodelovanja. Dajmo vsi skupaj več narediti na ozaveščanju, na pomembni družbene odgovornosti, zakaj so takšne ravnanja nesprejemljiva, pa sem prepričan, da bomo potem lažje v družbi prišli do tega, katere ravnanja si pa želimo na športnih organizacijah. Bo potrebno res narediti velik korak naprej na področju usposabljanja, predvsem tudi povezovanja z drugimi subjekti za zagotavljanje te varnosti. Ki zaenkrat ne predstavlja prehudih odstopanj. Okrogla miza je bila predvsem svojevrsten pogled v prihodnost. Opozorila je na tovrstne izzive, ki so predvsem, ki jim je nogomet poklic in način življenja ali zgolj zabava in preživljanje prostega časa. Da nam bo vsem skupaj še naprej lepo in prijetno na igriščih, tribunah in okrog njih. Generalno gledano je pa zadeva pod nadzorom, tako da upam, da vsi obiskovalci nogometnih tekem dejansko uživajo v nogometu.